Gremo v kino. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. V ponedeljek se v dvorani Slovenske kinoteke pričenja letošnja jesenska filmska šola, mednarodni simpozij filmske kritike in teorije, ki se bolj ali manj redno vsakega oktobra odvija že od leta 1985. V tem času so med domače občinstvo prinesli raznolike in tehtne teoretske, politične, estetske ter družbeno-zgodovinske premisleke filma in kinokulture, vse skozi v poskusu koraka s zeitgeistom posameznega obdobja. Letos sta se Slovenska kinoteka in revija Ekran za jesensko filmsko šolo povezali s Fakulteto za družbene vede in Centrom za proučevanje kulture in religije, kjer trenutno v okviru projekta Mempop poglobljeno raziskujejo spominsko estetiko in strategije spominjanja na področju popularne kulture. Simpozij bo tako potekal pod naslovom Proti pozabi, queer film in spomin. Pred mikrofon sem povabila urednico filmskega programa v Slovenski kinoteki, Anjo Banko. Anja Banko, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Bi lahko za začetek povedali kaj o letošnji tematski usmeritvi jesenske filmske šole? Simpozij ste naslovili Proti pozabi, queer film in spomin. Zakaj ta tematika in katere pomembne teme ali vprašanja odpira? Ja, ideja za letošnji simpozij se je pravzaprav razvila iz lanskoletne teme, kjer smo obravnavali položaj in vlogo žensk v filmu, filmski industriji in nekako smo želeli zasledovati linijo manj vidnih, izbrisanih, nevidnih podob in tako v bistvu se odločili predstaviti temo queer filma. Letošnji fokus pa se osredotoča na naše domače področje Balkana in vzhodne Evrope. Simpozij pripravljamo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, kjer se ukvarjajo z raziskovanjem spomina in kulture in na ta način nekako želimo torej dopolniti ali pa nekako dodatno kontekstualizirati. Sicer pri nas vseeno moramo poudariti dobro videno in poznano LGBTIQ produkcijo, ki jo že več kot 40 let predstavlja festival gejevskega in lezbičnega filma. Ampak nekako naš fokus v letošnjem letu je od podob usmerjen korak stran ali pa v neko drugo stran v smislu poudarka na predstavitvi filmskih arhivov in kuratorskih praks. No, posebno pozornost, kot pravite, posvečate kvirovskim arhivom. Zakaj so ti tako pomembni? Ja, kvirovski arhivi so pomembni zato, ker so pravzaprav sledi neke kvirovske skupnosti, tako pač na ravni filmskih podob ali pa dejanskih objektov in elementov, večkrat izbrisane, odrinjene, pozabljene ali pa res interpretirane v neki drugi loči, torej skozi nek normativen, patriarhalen, heteronormativen pogled. In te arhivi, ki se vzpostavljajo tako na področju Balkana kot recimo vzhodne Evrope v zadnjem času vse bolj intenzivno, predstavili bomo tudi namreč mrežo balkanskih arhivov, ki je zdaj v nastajanju na okrogli mizi v galeriji Škuc v petek 17. oktobra, tvorijo pomembne točke upora in odpora normativnem diskurzu, sploh včasih, kakršen je sedaj recimo tudi v Srbiji, kjer je zelo vroče in napeto politično tako fašistoidno ozračje, so te točke bistvene za nek ne samo upor, ampak tudi načrtovanje neke bolj odprte in sprejemljive prihodnosti. Poleg Balkana pa osvetljujete tudi filmsko ustvarjalnost ukrajinske kvirovske skupnosti. Koliko je bila ta ali pa koliko je sploh razširjena v Ukrajini? Podobno kot na Balkanu ali pa nasploh v vzhodni Evropi, so to kulture, ki so kljub vsemu zavezane bolj strogo patriarhalnemu diskurzu in so bile neke kvirovske vsebine, podobe in cela zgodovina pravzaprav vedno nekako malo potisnjeni, odrinjeni na stran.
ponekod seveda tudi kar nekaj časa prepovedani. Zato smo se odločili, da tudi v času, kakršnem je vlada vojna v Ukrajini, damo poseben poudarek na to področje. Predstavili bomo tako neke zgodovinske elemente, naprimer mladinski film Dubravka iz leta 1967, ki se seveda v svojem času ni bral kot nekakšen kvirovski film, ampak je bila zgodba o odraščanju in ljubezenskem zorenju, vendarle pa je ta optika ključna za celo filmsko pripoved in s predstavitvijo tega filma v nekem novem kontekstu ali pa skozi novo lečo poskušamo odkriti in na novo prikazati prav te odrinjene zgodovine, o katerih govorim že ves čas. In tem mogoče tudi neka pomembna ali pa zanimiv obrat, ki se dogaja v Ukrajini v tem času, je, da tudi osebe, ki so, trans, LGBT in druge, tudi vstopajo seveda enakopravno v vojno kot vojakinje in vojaki in nekako vlada ta občutek, češ da smo sedaj vsi enakopravni na bojišču. Tudi nekateri sodobni dokumentarni filmi recimo pričajo veliko o tem, vendarle pa ostaja in obstaja nek strah, kaj se bo zgodilo, ko se bo pač situacija na neki točki ponovno normalizirala in kakšno vlogo bodo te skupnosti takrat nekako odigrale sploh lahko v tej novi družbi. Naj povem tudi, da bomo prikazali filme Sergeja Paradžanova, sicer njegove kijevske freske, ki je hkrati nek tak močan antimilitaristični poziv. Paradžanov, ki je bil sicer prikazan pravno lani ob njegovi 100-letnici, pa ga nekako želimo ponovno izpostaviti in osvetliti prav skozi to lečo. No, nekatera vprašanja, ki jih odpira vaša letošnja tematika, boste ponazorili tudi s projekcijami še drugih filmskih klasik, ki si jih bomo ponovno ogledali skozi kvirovsko perspektivo. Na katere naj bomo še posebno pozorni in zakaj? Ja, posebej veseli smo, da bomo na otvoritvi jesenske filmske šole pokazali film Boštjana Hladnika Ubij me nežno. Ta sicer ekstravagantna komedija bo prikazana s čudovite 35 mm barvne kopije in njo želimo nekako spostaviti ali pa prikazati kot res manifest kamp filma, ki nekako slovenskemu filmu dodaja in odpira neke druge igrive in prezrte note. Tako da to je eno, drugo je seveda klasika Marmornata rit Želimirja Žilnika, ki ravno obeležuje tudi 30-letnico obstoja in v tem času kar veliko ponovno kroži po svetovnih kinematografih, kinotekah. Poleg tega pa bomo prikazali tudi kratki film Vere Htilove, Vreča Bov, ki je pravzaprav njen prvenec, potem film romunskega režiserja Dana Pite, ki ga mogoče ne poznamo kot kvirovskega avtorja, vendarle pa ta film Življenje v rožnatem, ki je sicer čisto drobcen 10-minutni dokument, v bistvu zelo izzivalno vzpostavlja vprašanje pogleda, zasledovanja, hrepenenja in nekako neizgovorjene v bistvu privlačnosti in ljubezni. Zadnji večer pa predstavljamo film Strogi mladenič. To je film Abrama Roma iz leta 1936, ki pa je že v svojem času vzbudil precejšnje šokantne odzive, a bolj kot problem neke kvirovske ljubezni v tem filmu takrat cenzorje in občinstvo preseneti popolnoma nesocrealističen slog filma. Film je zelo igriv v svoji malce eksperimentalni naravi, hkrati pa pravzaprav uteleša idejo odprtega tovariškega erosa, kakršnega je zagovarjala Aleksandra Kolontaj, ruska revolucionarna mislecinja, torej začetka pravzaprav ruske revolucije. Ta film pa postavljamo v dialog s filmom Moskva ne verjame v kvire iz leta 1986, sicer kanadskega režiserja in aktivista Johna Graysona, ki pa razmišlja o ponovno svobodni ljubezni na zelo igriv način in izziva vsakršne norme, tako pogleda kot same ideje ljubezni. Jesenska filmska šola Proti pozabi, kvir, film in spomin, torej prihodnji teden v Slovenski kinoteki, v prostorih Fakultete za družbene vede in v galeriji Škuc. Anja Banko, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.
Prihodnji konec tedna pa se bo v Kinodvoru v Ljubljani odvil jubilejni 10. mednarodni filmski festival Kinotrip. Gre za Kinodvorov filmski program za mlade. Mednarodni filmski festival Kinotrip pa je njegov največji dogodek, za katerega mladi, torej skupina srednješolcev in srednješolk, soustvarjajo program. Jubilejna izvedba prinaša pester filmski program, pa tudi praznovanje filmske skupnosti mladih, tudi teh, ki so v zadnjem desetletju sodelovali pri Kinotripu. S programsko vodjo festivala in programa Kinotrip Živo Jurančič se je pogovarjala Tesa Drevjuh. Živa Jurančič, prihodnji teden boste v Kinodvoru izvedli 10. izdajo festivala Kinotrip. Kako razmišljate o teh 10 letih? Kje vidite Kinotrip danes in kaj si želite za prihodnost festivala? Ja, Kinotrip res praznuje 10 let. Nastal je z željo, z namenom mladim omogočiti prostor in čas, da soustvarjajo filmski program v svojem kinu, v svojem mestu. Namen je bil oblikovati program, ki bo odgovarjal njim, ki bo po njihovih merah in ki bo v bistvu nastajal v sinergiji med profesionalno ekipo kinematografa in mladimi ljubitelji filma. 130 jih je, ki so z nami soustvarjali program v teh 10 letih, neposredno z nami v dialogu, in zabeležili smo 12,000 obiskovalcev, predvsem mladih. Tako da si upam reči, da nam je ta namen na nek način uspel. Zdaj, ko gledam na Kinotrip danes, se mi zdi, da se glas o festivalu in programu širi med mladimi, da so ga na nek način posvojili. Še najbolj pa me veseli to, da se v bistvu glas širi od generacije do generacije. V 4 letih se zamenja cela generacija v srednji šoli, tako da delo z mladimi občinstvi je tek na dolge proge, nenehno delo, ves čas je neki izziv, ne? In se mi zdi super, da vidim, da si predajajo Kinotripovo štafeto in tudi, da se pretekle generacije vračajo na festival. Kaj bi si želeli v prihodnje? Absolutno še naprej negovati, skrbeti za to filmsko skupnost, omogočati ta prostor, zaradi katerega je Kinotrip v prvi vrsti nastal. Bi si pa želeli v prihodnje razširiti festival, da bi tudi postal platforma, prostor srečevanja med ljubitelji filma, med gledalci, obiskovalci kina, pa tudi med mladimi profesionalnimi ustvarjalci. Se pravi, da bi Kinotrip povezal oziroma vključil tudi to mladinsko filmsko ustvarjalnost. Ko pogledam na vseh teh 10 generacij kinotripovcev, imamo med njimi kar nekaj režiserjev, zdaj že filmsko igralko, imamo producentko, kritičarko in se mi zdi, da Kinotrip lahko postane neka platforma srečevanja teh ljudi. Veliko lažje je vstopiti v profesionalne vode, če svoje izkušnje s tabo deli nekdo, ki ti je bliže po letih. Tako da z Miniplexom, nekim novim prostorom, upam, da bomo to platformo lahko razširili. Kaj pa po vaših izkušnjah Kinotrip pomeni mladim? Torej prav to dejstvo, da soustvarjajo program. Ja. Letos so Kinotripu, pretekle generacije kinotripovcev, podarile Kinotripov magazin, nek fanzin so naredili, v katerega so ujeli svoje spomine, refleksije na teh 10 let. Ajša Podgornik, ki deluje kot filmska kritičarka danes, je napisala, da največjo vrednost Kinotripa vidi prav v tem, da je program postavil njih na čelo, da oni lahko zbirajo, da oni lahko povejo, kateri filmi jih nagovorijo, kaj se jim zdi na nek način prava ali pa avtentična reprezentacija mladih generacij. Ko se z njimi pogovarjam, pa mi vedno omenjajo, tudi kadar govorijo o Kinotripu na radiju, v medijih ali pa kadar kaj zapisujejo, vedno pride v ospredje to, da se tako zelo radi pogovarjajo o filmih. Da ti pogovori niso mi všeč, mi ni všeč, ampak da so to neki bolj poglobljeni pogovori in da je to nek prostor, ki je prostor izmenjevanja mnenj in neke refleksije, širjanja nekih obzorij. In vedno seveda radi sklepajo nova poznanstva. To se mi tudi zdi, da je nekaj, kar se zgodi, neka povezava med generacijami. Če se dotakneva še letošnjega programa festivala, kaj bodo poudarki? Letos bo tudi spremljevalni program posebej zanimiv.
Ja, letos smo zelo veseli, da imamo kar 4 filmske pogovore. Program je zbrala 10. generacija 11 kinotripov, one so zbrale celovečerne filme. Bomo omenila tiste, kjer bomo imeli pogovore, in sicer Mesto vetra, mongolski film o mladem šamanu. Bomo imeli pogovor preko spleta z režiserko Haudulam Purevučeš. Potem otvoritev filma Od koder prihaja veter ob 7. zvečer v četrtek. Bo z nami Eja Belaga, glavna igralka filma. Tak sončen film ceste, road trip 2 prijateljev v Tuniziji. Potem se nam bo po filmu Romanje, to je prav nacionalna premiera tega filma, se nam bo pridružila Carla Simon, preko spleta se bomo pogovarjali z njo. Potem pa še zaključek festivala Ples lisic, tak film o tem, kako fantje doživljajo bolečino in žalost. Se nam bosta pa po filmu pridružila Valérie Carnoy in Faisal Anaflou, se pravi režiser in igralec tega filma. Pa naj omenim še filmsko klasiko, ki jo vedno zberejo mladi na Kinotripu. Letos je to Upornik brez razloga. Živa Juranič, hvala za tole predstavitev 10. izdaje festivala Kinotrip in srečno tudi v prihodnje. Hvala. 10. obletnici Kinotripa in vprašanju vloge kinematografov pri filmski vzgoji bo posvečena tudi prihodnja oddaja Razgledi in razmisleki, ki bo na sporedu v četrtek na 3. programu Radia Slovenija. Oddajo pa boste lahko poslušali tudi v našem spletnem arhivu. Hat uns zum Essen eingeladen. Hallo Mama. Betty, was soll das denn? Was denn? Das da. Sie kommt gleich. Hatte vor ein paar Tagen einen Autounfall. Mein Freund ist dabei gestorben. Nicht total traurig? Ich weiß, sollte ich sein, aber bin ich nicht. Du bist nicht schuld. Novi film ključnega sodobnega nemškega filmarja Christiana Petzolda nosi ime Posvojiti Maurica Ravela, ki odmeva v enem izmed ključnih prizorov. Žanrsko gre za nekakšno psihološko dramo, v kateri najdemo več drznih elementov, vendar se zdi, da jih ne razišče do konca, je zapisal Igor Harp, ki si je ogledal film. Glavno vlogo je spet prevzela Paula Beer, ki je s Petzoldom sodelovala že pri Undine, Tranzitu in predlanskem Rdečem nebu. Tokrat igra Lauro, študentko glasbe, ki se spoprijema z depresijo. Ko se predčasno vrača z načrtovanega dopusta, s fantom doživita prometno nesrečo, v kateri on umre, ona pa jo čudežno odnese skoraj brez praske. Bolničarjem razloži, da ne želi v bolnišnico in bi raje ostala pri otožni starejši ženski, ki jo je našla. Tako se Laura kar useli k Beti, ta pa po prvi osuplosti to sprejme in že naslednji dan vidimo, da ji družba mlade ženske vidno dobro dene. Kmalu se jima pridružita še Beti in mož in sin, ki sprva sicer nerada prideta na kosilo, vendar se ob srečanju z Lauro tudi ona dva nekoliko razživita. Nekaj časa se zdi, da bo Betijina družina zacelila nedorečene travme iz preteklosti, vendar se tovrstni scenariji pri Petzoldu nikoli ne izidejo pravljično. Zrcala številka 3 kažejo precej podobnosti z drugimi filmi režiserjevega opusa in nenazadnje tudi sodijo v cikl filmov posvečenih naravnim elementom. Po vodni Undine in ognjenem Rdečem nebu naj bi ta film predstavljal zrak, vendar je simbolika precej manj očitna. So pa zato opazni elementi, kot je iskanje izhoda iz depresije ob pomoči napačne osebe in liki, ki ne opazijo, kaj se zares dogaja okoli njih, predvsem s čustvi tistih, ki so jim najbliže. Petzold se spet loteva raziskovanja človeških odnosov, v katerih junak postane nadomestek za pokojnika, kot smo videli že v Feniksu in Tranzitu.
Pri zrcalih številka 3 naj bi na tem temeljil ključni preobrat proti koncu filma, vendar je pravzaprav precej hitro očitno, da se bo zgodba razvijala v to smer. Hkrati ta razvoj dogodkov prisilijo osebe k dejanjem, ki niso prav zmeraj logična ali smiselna, zato trpi tudi razvoj njihovih osebnosti. To je še toliko bolj očitno, če film primerjamo z drugimi deli, ki so preučevala podobne odnose, naprimer Idioti Larsa von Trierja, Alpami Jorgosa Lantimosa in nekoliko presenetljivo tudi s slovensko serijo V dvoje avtorja Luke Marčetiča. To pa še zdaleč ne pomeni, da je film slab. Igralska predstava je na visoki ravni. To potencira odnose med liki, še posebej med Lauro in Beti, med katerima se izmenjujeta nepričakovana bližina in neizrečena, potlačena napetost. Kamera Petzoldovega stalnega sodelavca Hansa Froma, ki znova krasno ujame podobe ruralnega severnonemškega poletja, toda iz popolnoma drugačne perspektive kot pri Rdečem nebu ali Undine, to še potencira. Skratka, zrcala številka 3 morda ne presegajo visokih standardov, ki jih je Petzold postavil s svojimi večkrat nagrajenimi filmi, vendar je film vsekakor vreden ogleda. Jaz slušam od stari luđavak. Сите кучини, ако ќе ги имаш да бидат браќа. Само една мајка. Оти тие нема да се оттепа меѓу си. Z dokumentaristko Petro Seliškar smo se o njenem filmu Gora se ne bo premaknila že pogovarjali v eni izmed preteklih oddaj. Oceno filma pa je prispevala Miša Gams. Tretji dokumentarni film režiserke in scenaristke Petre Seliškar, ki je občinstvu znana po glasbenem dokumentarnem filmu Moj narobe svet in zgodovinskem dokumentarcu Babice revolucije, je 25. septembra v Cankarjevem domu doživel slovensko premiero, še prej pa sodeloval in pobral kar nekaj nagrad na številnih festivalih po svetu, med drugim tudi v mehiški Guadalajari za najboljši družbeno-okoljski film, medtem ko si je na mariborskem festivalu Dokudok prislužil posebno omembo žirije. V filmu spremljamo 3 brate, ki na nadmorski višini 2400 metrov skrbijo za čredo ovac. Medtem ko starejša 2 pazita ovce in koze, se mlajši v niže ležeči baraki ukvarja s kravami. Družbo jim delajo ovčarski psi, mlajša sestra in občasni prijatelji, ki jim prinašajo novice iz tujine. Že od otroštva so navajeni skromnega življenja, dolgčas jim tu in tam krajšajo le igra s psi, izdelava sira in telefon, na katerega igrajo igrice ali si ogledujejo fotografije. Kamera snema njihov vsakdanjik, ko si zjutraj prižigajo prvo cigareto in strežejo kavo, opazuje njihovo razposajeno igro in molžo ovac, zvečer pa je navzoča ob večernih pogovorih o hrepenenju po ženskah in ob boju z volkovi. Edini prizor, ki ga kamera ne pokaže neposredno, je usmrtitev ovce. Doživimo pogovor o tem, kdaj jo duša zapusti, saj se zdi, kot da bratje čakajo na trenutek, ko lahko brez slabe vesti zarežejo v telo, ki se je pomirilo svojim koncem. Zanimivo je spremljati med seboj precej različne brate, ko preklapljajo med albanskim in makedonskim jezikom. Najmlajši nima več kot 8 let, najstarejši pa je v poznih 20-ih, ter merijo svoje moči z ugrizi v ušesa, saj je njihovo odraščanje tako zelo drugačno od odraščanja otrok v mestih. Ti namreč niso v neposrednem stiku z naravo in s čredami živali, ki bi jih morali dan in noč varovati. Njihovo trpljenje je vezano kvečjemu na šolsko in družinsko okolje. Zdi se, da se bratje zavedajo, da njihova družinska tradicija izumira in da je le vprašanje časa, kdaj bodo opustili pastirstvo in začeli nov posel v dolini. Starejši je namreč videti popolnoma pomirjen z vizijo samo občasnega sprehoda po planini, ki mu za zdaj še pomeni 24-urno delo.
Z tehničnega vidika lahko rečemo, da je film mojstrsko posnet in montiran. Veliko je bližnjih posnetkov bratov, ko se ukvarjajo drug z drugim in živalmi, tu in tam pa nas razveseli tudi posnetek planine iz ptičje perspektive, ki razgali prvinsko lepoto neme divjine. Ob tej priložnosti je treba pohvaliti direktorja fotografije Branda Fera, pa tudi montažerki Lorelen Delom in Saško Poter-Mičevski, ki sta poskrbeli za nadvse dinamično in duhovito montažo. Petra Seliškar, ki je film režirala, je podoben scenarij napisala že za nekoliko krajši dokumentarni film Poletne počitnice, v katerem je nastopil najmlajši izmed bratov po imenu Basri, tokrat pa je v sodelovanju s scenaristom Tancredejem Riviero poglobila in razširila zgodbo o bratih, ki imajo na planini različne naloge in hrepenenja. V Novi Gorici in Gorici pa še do nedelje poteka mednarodni filmski festival Poklon viziji, letos v znamenju Evropske prestolnice kulture. Na njem bodo podelili tudi nagrado Darka Bratine. V obrazložitvi so organizatorji v Kinoateljeju zapisali, da sta oba nagrajenca s svojim ustvarjalnim delom tlakovala pot drugačnemu pogledu na svet, ki presega meje države in jezikov. Njune vizije so razprle prostor razmišljanja o zgodovini, družbi in umetnosti ter nas učijo, da je film prostor srečevanja kultur, spominov in človeških usod, je povedala vodja festivala Poklon viziji Mateja Zorn, z njo se je pogovarjala Eva Furlan. Letos smo si privoščili, glede na to, da je Evropska prestolnica kulture prva čezmejna, ki združuje tudi dve mesti, tudi mi podvojiti nagrado Darko Bratina, tako da nekako imamo avtorja Jerventa Džanikijana, recimo temu, ki prihaja iz zahodnega sveta, govorica, ki pripoveduje, bom rekla, dušo, če tako rečem, tudi enega kulturnega konteksta iz vzhoda, je pa madžarski cineast Bela Tar, ki se nam bo sicer v Gorici pridružil v drugi fazi, konec novembra, ko bo imel tudi svojo mojstrsko delavnico v okviru sedaj oktobrskih dni festivala, pa si bomo za zaključek privoščili film Satan Tango. To je 7,5 trajajoča, prav posebna izkušnja, lahko bi tudi rekli nekakšna filmska ekstaza, ki nas bo popeljala v čas in nam tudi spregovorila o enem obdobju, ki je nekako zaznamoval naš prostor, našo zgodovino, govorimo tudi v času komunizma. Festival Poklon viziji je od svojih začetkov do danes zrasel, pa vendar ostal zvest prepričanju, da sta film in audiovizualna kultura odličen medij za razumevanje in raziskovanje družbe in njenih sprememb skozi čas ter priložnost za približevanje drugačnih kultur. To je k ustanovitvi Kinoateljeja, pod okriljem katerega poteka festival Poklon viziji, vodilo tudi sociologa, filmskega kritika in senatorja Republike Italije Darka Bratino, po katerem so poimenovali osrednjo nagrado. Kinoatelje jo podeljuje od leta 1999. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mol, Jure Franko, Tina Ugrin, Vladimir Jovanovič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.